Zdaj si bom vzela grozdja. Zelo me kar malo presenetilo, da boš jedla kruh, a ne? Ja. Da bo ura srečna, pa da bo njegova slaba vest pomirjena. Mi ne rečemo, da bo si, da je nekaj nared, da je manj jej. Skinny is expensive. It's exclusive. Mindlessly grazing on snacks is giving farm animal, not chic cool girl like babe. It's giving farm animal. You're not ugly, you're just fat. Okay, I'm literally gonna make you skinny with this video. Today was fasting day. Zadnjih 20 let je veljalo, da so močna, zdrava telesa boljša, lepša od pretirano vitkih. Zdaj pa se, kot kaže, vrača star ideal – biti čim bolj suh. Na družbenih omrežjih videi z nasveti za ekstremno hujšanje dobivajo milijone ogledov. Nika Žibrat-Kalan se je že v rani mladosti spopadala z motnjami hranjenja in ko ji pokažem nekatere trende na TikToku, je ogorčena. Kaj je bilo to? Kaj te punce nimajo starše, ali kaj? Za motnje hranjenja sicer ne moremo kriviti izključno družbenih omrežij. Ko je za anoreksijo in bulimijo trpela Nika, jih še ni bilo. Pri meni se je v bistvu začelo tako, da sem se preprosto počutila v primerjavi z okolico manj vitka in sem si želela v bistvu biti bolj samozavestna skozi to vitkost. In potem sem začela v bistvu prekomerno teči, prekomerno telovaditi. Zraven je pa prišlo, se pravi, zelo omejeno hranjenje. Sem skoraj da prenehala jesti. Izgubila sem tudi menstrualni cikel že pri 14 letih. In primeri motenj hranjenja naraščajo, pravi primarij doktorica Karin Sernec, ki vodi enoto za motnje hranjenja na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Anoreksija nervoza je nekako stabilna. 1% populacije. Bulimija nervoza, zelo številke naraščajo, kažejo na 5 in več odstotkov. Ob tem pa sta se pojavili še dve novi, ortoreksija in bigoreksija. Pri prvi gre za obsedenost zdravo, biološko neoporečno hrano, ko človek posledično izloča vse več hranil, pri drugi pa za obsedenost z mišičastim telesom. Spet, kaj pa je narobe s tem, če poskrbiš ne za svojo telesno kondicijo, da si fit, vse v redu. Tisti trenutek, ko to postane 24-urna preokupacija, ki nas moti oziroma onemogoča normalno funkcioniranje na šolskem ali službenem področju, družinskem področju, tem socialnem, širšem področju, pol pa je to nekaj bolezenskega. In trendi so pri tem dodaten, pomemben dejavnik, saj so motnje hranjenja na nek način nalezljive. To pomeni, da če moja sošolka zelo shujša, pa so ji zato vse druge sošolke fovš, se bom jaz začela spraševati, kaj pa če bi še jaz malo shujšala. Ampak ob tem je ključen faktor, ključna zadeva ta, da to se ne bo začela spraševati ena punca, ki ima ustrezno samopodobo pa samospoštovanje. Prav tako pa lahko za motnjami hranjenja zbolimo tudi ljudje v zrelih letih. Oj, čau, Teja. Sta končno prišla z morja? Končno so prišla iz morja. Kak je bilo? So bila malo na dopustu, super je bilo. Vse veš, kako so dopusti. Mene je že zdaj groza iti na morje. Zakaj je to? Ja, zdaj so Kopalke. spet suhe. Sezona kopalke pred vrati in marsikdo se trudi na hitro izgubiti še kak kilogram. Maja Kostanšek je ena tistih ustvarjalk vsebin, ki strastno zagovarja uravnoteženo prehranjevanje in zdravo izgubo kilogramov. A ti lahko jaz naredim en fajn sendvič? Sendvič, pa to gre? Seveda gre. Kruh je na primer eno od živil, ki ga pogosto demoniziramo, pa ga lahko brez skrbi jemo, če je del uravnotežene prehrane. Prvo pravilo je to, da vemo, koliko naj bi pojedli, torej, da nas zanima naš energijski vnos. Potem, seveda, kot drugo, kaj naj krožnik zajema. Najprej damo na krožnik beljakovine, ki so gradniki našega telesa in hkrati nas nasitijo. Potem dodajamo ogljikove hidrate in maščobe. In seveda vlaknine oziroma zelenjavo. Zdaj ti bom jaz take male bajte naredila, kot so za poletje primeren.
Velik problem je, da se na družbenih omrežjih demonizirajo določene skupine živil in promovirajo ekstremne diete. V bistvu socialna omrežja nam dajejo, v bistvu nagrajujejo novosti, nagrajujejo dramo in ekstreme. Nekaj je dobro pojesti na vsake 3 do 4 ure, pravi nutricionistka Lana Trampuš. V službo sem si za kosilo prinesla ostanke včerajšnje večerje. Te perutnički sta dosti majhni, tako da sta lahko 2. In zdaj, kaj je pomemben del uravnoteženega obroka, je pa seveda vnos zelenjave. Ne bom zdaj tega stresla gor, ampak vidimo, da v bistvu polovico količine tega obroka potem predstavlja zelenjava. Če tega ne bi imela, bi bilo povsem sprejemljivo, da bi v to solato stresla ribo iz konzerve, koruzo in dodala nekaj paradižnika. Nikjer ne piše, da morajo biti uravnoteženi obroki toplotno obdelani. Lahko si pomagamo, sploh če imamo težavo s časom, ne? Nerealno je, da bi si vse nenehno pripravljali sami. Tisti, ki to počno na Instagramu, ponavadi od tega tudi živijo. Prehrana naj podpira naše življenje, ne pa da se naše življenje vrti okrog prehrane. Tudi to, da bi po vsakem obroku hodili, je v resničnem življenju povprečnega človeka nerealno. Trener in nutricionist Mario Sambolec pravi, da tudi ni nujno. Naredimo gibanje zjutraj ali pa kasneje v dnevu, važno, da nekako ga. Tudi podrejanje vsega temu, da naredimo 10 000 korakov na dan ali pa celo 20 000, sploh ni vedno koristno, lahko je celo kontraproduktivno, pravi. V kontekstu zdravega življenjskega sloga je že dobro, da jih naredimo okoli 7 000. Moraš to, 10 000 zdaj, moraš spremljati raven krvnega sladkorja, ne smeš tega, moraš to. Če se hočemo obremeniti z vsem tem, na koncu ne bomo v resnici mi tisti, ki bomo profitirali naše zdravje, ampak bomo v osnovi ves čas pod nekim pritiskom, a ne, da izpolnjujemo še eno stvar več v dnevu, ko jih imamo že tako ali tako preveč. In prehitro podlegamo ljudem, ki niso strokovnjaki, še več, ki zavestno prikazujejo lažno resničnost. Veliko primerov poznam, tudi sam sem delal z njimi, ko so punce, mlade punce in fantje, ki so navzven puščale vtis srečnih, zadovoljnih, vitkih, nadpovprečno vitkih, izklesanih teles, so promovirale na socialnih medijih zelo ekstremne prakse, v resnici pa prihajajo recimo po posvet ali pa po podporo k nam zaradi motenj prehranjevanja, težav za samo podobo. Nika Žibrat-Kalan pravi, da je zaradi motenj hranjenja izgubila sproščena najstniška leta in to najbolj obžaluje. Ne znaš živeti brez razmišljanja o tem, kaj si pojedel, koliko si telovadil, začneš se izogibati družbenim situacijam, ker veš, da bo hrana. In to mi je v bistvu danes najbolj žal, da sem v bistvu zamudila ful enih družabnih situacij s takratnimi prijatelji. Vedno se je ukvarjala s športom in zaradi telesne konstitucije ni bila videti bolna, dokler ni bila že globoko v težavah. Po noči nisem mogla več spati, sem v bistvu velike deleže noči prebedela. Sem pa potrebovala 10 let, da sem spostavila normalen odnos do hrane. Najtežje je bilo ravno zaradi komentarjev okolice. To se je dogajalo v začetku 2000-ih, v začetku pohvale, da hujša. In potem v bistvu obratno temu, ko telo okreva, ko ti začneš normalno jesti. In takrat so pa predvsem tudi prihajali negativni komentarji. To je bilo v bistvu meni najtežje. Težje kot okrevati sama s sabo mi je bilo okrevati z družbo. Zdaj so te komentarje, ki vendarle niso več sprejemljivi, zamenjali všečki na družbenih omrežjih in trend Y2K, ki znova idealizira videz prav iz tistega obdobja. TikTok je že pred kakšnim letom onemogočil vključnik Skinny Talk. Kljub temu pa trend ekstremne vitkosti ni usahnil. Zdaj obstajajo drugi ključniki, zaprte skupine na družbenih omrežjih in, kar je precej pogosto tudi pri nas, Viber skupine sošolk in sošolcev, kjer eden drugega spodbujajo, naj ne jedo, tekmujejo v hujšanju. On ima ta občutek, v resnici to ne drži, ampak on ima občutek, da se nikjer ne more res dokazati, bo šel pač na tisto, čemu rečemo negativno samopotrjevanje. In to so lahko ali psihoaktivne snovi, ali hujšanje. In te skupine se potem med sabo povezujejo, zato da se spodbujajo o tem in tako, kot pravite, tekmujejo. Nika družbenih medijev ne spremlja. Slišim pa prigode oziroma pripovedovanja prijateljic, katerih sestre, hčerke, nečakinje hodijo v osnovno ali srednjo šolo in se soočajo ravno s takšnimi pritiski, ampak zanimivo se strani sošolk, bolj kot sošolcev. In motnje hranjenja se lahko razvijajo že zelo zgodaj. To je bilo čas pri 13, 14, 15, danes je pa to pri 7, 10, 12 letih. In vedno je to anoreksija.
Eden od trendov oziroma ključnikov je tako imenovani kaj pojem v enem dnevu. Zjutraj se mi vedno mudi in pač priznam, moj zajtrk je kava pa domač meglisin sok. Zajtrk nam pomaga, da kasneje v dnevu pri obrokih pojemo manj, a ne jemo manjše porcije, hitreje smo siti. Sem zdajle, ura je 4 minute do 12, že fejst lačna. 2 kosa doma pečenega kruha, pa seveda moj paradajski. Prvi obrok s pašteto, zagotovo ne moramo reči, da je bil ravno uravnotežen, vseeno pa je imel neki zelenjave, a ne? Tako da to je že naša prva zmaga. In še večerja, pečen piščanec s pečenim krompirjem, pa seveda brez zelene solate v tem času ne gre. Ta obrok je primeren, je uravnotežen, ima vse komponente, ki jih želimo. Ampak problem je v tem, da sem imela veliko časovno vrzel med obema obrokoma in še trening vmes. Je bil vnos energije hranil prenizek, kar se nam zna maščevati kasneje v tednu, kar pomeni, da recimo naslednji dan ali pa čez 2 dni imamo povečano lakoto in notri prinašamo za vse to, kar tisti dan nismo dovolj pojedli. To vse pri meni drži. Kadar dopoldne dolgo ne jem, hrepenim po čipsu. Če en dan jem manj, v naslednjih dneh jem več. Imam pa gibalno higieno. Brez telovadbe ne gre. Jaz hodim 2-krat na teden na funkcionalno vadbo v Brina Fit. Zdravo, Brina. Gremo, ajde. Nasučemo. Ravno se, dizek skipi. Ključ ni v tem, da pretiravamo z gibanjem. Najpomembnejša je konstantnost, pravi trenerka in prehranska svetovalka Brina Špegelj. Konstantnost je tista stvar, ki prinaša rezultate v smislu zdravja in dobrega počutja. Jaz vedno rečem, ta povezava kardija v naravi in kvalitetnega treninga v telovadnici, torej lastna teža in uteži. To je popolna kombinacija. Vsak dan je potrebno gibanje za cirkulacijo telesa in dobro počutje. Nenehno zasledovanje trendov tudi v gibanju, treningih, pretiravanju z vadbo je škodljivo. Jaz temu rečem čredni nagon. Zlasti mlada dekleta se ne zavedajo, kakšno grozno škodo si s tem delajo. Mario Sambolec pri mladih dekletih slabo samopodobo opaža, da je pogosto krivda vsaj delno na strani staršev, še posebej mater. Pazi to, da ne boš debela. Tega ne smeš, da se ne boš zredila. Mama skozi na nekih dietah ekstremne pristope, hujša pa se redi, pa počne neumnosti. In otrok to požira. To pa je v kombinaciji z družbenimi omrežji recept za katastrofo. Strokovna doktrina prav, nikoli našemu otroku ne slikamo njegove telesne podobe na nek neugoden način. Tako pri debelosti kot pri podhranjenosti. Mi ne rečemo, debo si, da je nekaj nared, da je manj jej, ampak rečemo, kako se počutiš, imam občutek, da si žalosten, da se ti nekaj dogaja, deva se pogovoriti o tem. In enkraten pogovor praviloma ni dovolj, zlasti, ko že opazimo, da bi lahko šlo za motnje hranjenja. Naštejemo to, kar opažamo in potem vprašamo, lej, rad te imam, ni mi vseeno, kaj se dogaja s tabo, jaz sem pomislil, da imaš to pa to. Celo zato je statistika narejena, 4,2 kroga ponovitev tega naštetega, rečemo, soočenja s svojim otrokom moramo narediti, preden bo otrok pa rekel, ja, res je, težavo imam. Uravnotežena prehrana je zelo enostavna, ampak jo moramo izvajati dosledno. Nam pa so bližje bližnjice. Moramo pa vnesti vse, kar naše telo potrebuje, torej uravnoteženo in dosledno. Zato, če hočeš zdravo shujšati, 1500 kalorij. To ne pomeni, da moramo nenehno preštevati kalorije. To ni vzdržno in ni realno v vsakodnevnem življenju. Je pa dobro vedeti, koliko potrebujemo. Takšen sendviček ima na primer med 50 in 70 kalorij. Trendi pridejo in grejo, naša telesa pa si vedno zapomnijo, kaj z njimi počnemo. Pretiravanje v katerokoli smer ima praviloma negativne dolgoročne posledice, zato je ključna beseda, tako kot vedno, zmernost.